s temi strokovnimi konferencami, kaj pa če bi to mogoče informatika poskusila, mogoče gospod Schramberger ali pa mogoče, ne vem, Andi, a ne. Ampak pa so bili pa so ideje še prišle in je očitno bila ta ideja zelo dobra in mislim, da danes pišemo zgodovino. Tudi, če ne drugega, bodo v zbornikih te stvari obstale, ne. Tako kot ste napisali referate in se mi zdi, da to je zelo pomemben korak. Bi pa Mička šel še, ker ne vem veliko povedati o tistih časih, a ne, vi ste tisti, ki ste to delali, mislim, jaz sem bil samo, rekel, začetnik tam nekje. Cela zgodovina je tale, ne, da je krog druge svetovne vojne so se začeli digitalni računalniki. Ampak Alan Turing, ki je v tistem času krog druge svetovne vojne, on je že tisto enigmo počel, ne, in njegov sodobnik je bil Donald Mickey. Se navezujem na svetovno zgodovino. Sprav sodobnika sta bila, ne vem točno, kako sta se poznala, nista to bo vedel Ivan, kaj povedati na to temo. Pomembno pa to, ne, da Turing danes velja za računalniškega Einsteina, ki je cel kup teh osnovnih konceptov računalništva razvil in jih tudi objavil, od umetne inteligence do Turingove teze, do tako naprej, teh halting problemov, stavitve itd. Ne. In profesor Miki je dostikrat prišel v Ljubljano, predvsem preko sodelovanja s profesor Bratkom, in še danes je ena soba tam, Mikijeva soba, pri nas imenovana. Tja noter je pogosto hodil. Bil je pa potem tudi častni član inštituta Jožef Stefan, pa Ljubljanske univerze, pa ne vem še kaj. Ne. Če pogledate letnice, ne opazite, da po letih si pravzaprav po rojstvu se nista bila toliko narazana, ne, ampak kot veste, Turing je pač povezan s tem tragičnim samomorom. Profesor Miki je pa tudi potem je bil še zelo aktiven, ne, in potem je bila pa žal neka prometna nesreča in ga potem ni bilo več med nami. Ne. Ampak, če se pa navezujem, se pravi preko Turinga pridemo do Donalda Mikija, mimogrede Alan Turing je umrl tisto leto, kot sem se rodil, ne. Kako je se to povezano, ne. No, potem preko Donalda Mikija pridemo do Ivana Bratka, potem preko Ivana Bratka pa Donalda Mikija pridemo pa do Miki Turingove nagrade. In to je ta osrednja računalniška nagrada, ki jo podeljujemo v Sloveniji. V glavnem je tle neki društvo, ne, to so društvo za ACM Slovenija, Slice, informatika, skratka neki teh glavnih računalniških združenj, društv, kakorkoli jih imenujemo. In mi podeljujemo zdaj to nagrado, tudi letos bo podeljena, imamo proglašeno, ta glavna nagrada bo proglašena v petek. Drugače ste jo pa dobili, če gre kar z desne na levo, profesor Dvir, profesor Bratka, profesor Rajkovič. Se pravi, po katerem koli kriteriju pogledate, vidite, kako se te stvari lepo povezujejo in hkrati, kako neverjetno ste pomembni. Jaz govorim zdaj o vas, o vaši mladi generaciji, srednji šoli in tako naprej. Rekel, srednja šola je samo en kamenček v mozaiku tistega, kar ste počeli vsi skupaj. In nekdo pač to mora povedati, bolje, da sam to pove, kot pa da sami sebe hvalite. Ampak dejansko je ta generacija, ki je takrat nosilna bila na področju računalništva v Sloveniji, zlasti v srednjem šolstvu, zdaj ne govorim samo vam tukaj, ampak tudi tistim, ki poslušate oziroma ste tam navedeni. In pa tudi nekateri ste vplivali dejansko marsikaj na tole svetovno računalništvo, recimo profesor Bratko, ne vem, če poznate, je posebej s to svojo knjigo, je bila na večini računalniških pomembnih fakultet je bila v uporabi, in je skratka res tak fenomenalen rezultat od teh prvih začetkov. Menda je bila Slovenija celo četrta na svetu, to imam nekje v megli v spominu in to sta mi rekla profesor Bratko in profesor Rajkovič. Ali to drži, ali to res, ali to ni res, ne vem. Ampak najbrž drži, da sta mi to rekla, ne da smo najbrž bili celo četrti, ampak kaj smo bili v resnici četrti, žal pa tega ne vem. Tiste tri, ki sem jih takrat srečal leta 1971, jaz govorim o vas, je profesor Bratko, profesor Rajkovič in dr. Lajovic. Ne, ni doktor. In magister Lajovic. Tudi ne. Kaj vam vas? Jaz sem kar tam ustal. Pa je isto, ok.
Diplomiran inženir elektrotehnik. Ni grede, ko sem prišel v Ljubljano Štefana. Štefana tudi kreativno. Sem prišel na Štefana v službi, ste bili vsi trije v isti sobi, a ne? Jaz sem tam sedežek tam nekje dobil, ne? In kar se še spomnim, bolj tako za šalo, so bile šale tistega leta 1971. Takrat smo bili mi hudo otroči, a ne? Ampak jaz sem tudi pri teh šalah malo sodeloval, dokler so bile nedolžne. Mislim, to je bil pa ključna stvar, a ne? Zdaj bom povedal dve šali, upam, da ne bo preveč zamere, ne? Recimo Vlado, ki ni učil sicer v mojem razredu, ampak je v paralelki, ne? Za njega so govorili, da je pisal stablo, oziroma skredo po tabli, ne? Pa je pa vsake toliko čaka se šel lese, na koncu imel že čist bere lesi, tako ne. Že takrat. No, Ivana se spomnim pa po nekaj teh skečih in ti skeč, ki je bil najboljši, je bil pa ta, ne, ki mu ga občasno tudi povem, v predal, torej, ta štos niso samo njemu naredili, ne. Predal, kreda je bila kar nekje, pa je treba kredo iskati in v predal so mu skrili Playboya, tako z eno tako naslovnico, ne, in profesor Bratko pride, pred predal, reče, kje pa je kreda? V predalu, ne, prej predal, pogleda, ne, in je takrat imel brke, ne, take prav košate, začne brke tako malo migati, tako malo gleda, pa zapre. Pa še malo razmišlja, pol pa odpre, pa vzame kredo, pa začne piti. To, da ne bo tako samo naštevanje dejstva, ne. Ampak tisto, ko smo pa to začeli programirati, ne, to je bil pa daleč najbolj kreativni predmet in daleč najbolj kreativna stvar, ki smo jo počeli. Matematika pa fizika se je ne s tem bolje premataval, pa si skušal iz nekega inputa priti do nekega outputa. Ampak tole je bilo pa res, rekel, totalen užitek, ne, primerjavi z drugimi predmeti in je lepo, da smo lahko to delali. No, takrat seveda nismo nič programirali, najboljš, kar je bilo, ne, je takrat, se pravi, elitna bežigrajska gimnazija, najboljš, kar je takrat naredila, je to, da smo napisali program na roke in potem je profesor Bratko nekam nesel, da so luklačnice naluknile, kot je rekel Saša, ne, in potem smo nazaj dobili napaka. Na fakulteti se spomnim profesora, torej jasno profesora Bratka, pa profesora Divjaka, profesor Vilfana, profesor Kodaka, profesor Gergijeka in posebej s profesor Vilfanem pa s profesor Bratkom so sodelovala pri, ne vem, celi kupici enih predmetov, ne. In učili smo se Pascal, Fortran, Cobol, Snowball, Lisp. Spomnim se profesor Vilfana, ki je nekoč rekel, če pa rešite to nalogo, ste izpita oproščeni. No, pa sem tisto nalogo sicer rešil, ne. Ampak je rekel, no, po mojem vse ni prav, ampak vse znate, pejte še vse izpit. Ni bil, absolutno. No, potem zbirnih jezikov smo imeli relativno malo, ne. Pač pa se zelo lepo spomnim Sašeta, ker je bil pa tak zelo, od vseh ljudi, ne, pa ne samo profesorjev, je bilo najbolj nekako komunikativen, vse še zdaj, ne, razen kadar je jezen, ne. Je bil nekako najbolj komunikativen in kolegijalen in je tako nekako zelo prijazno razlagal. En tak ekstra stila, ne. Spomnim se pa tudi takrat, mi smo takrat hodili 2 leti pa pol računalništva skupaj z matematiko, so nas učili profesor Suhodolc, pa tele se še dobro spomnim. Ampak nekoč je bila, ker sem bil tam nek študentski predstavnik, ne, recimo profesor Gergek je bil tak zelo energičen na tistih sestankih, ampak nekoč je profesor Divjak rekel, ja, se, če hočete pa naredimo samostojno fakulteto, to ni noben problem, bom že to prevzel, ne. In je dejansko prevzel, pa tista skupina z mojega zornega kota, ne, je tako približno izgledala, ne. Zdaj, takrat poznaje, ne, za časa bolj magisterija kot diplome, smo imeli dostop do enega računalnika, to je bil NIJS Keti, Cyber, in se dal pa programirati predvsem po noč po 24 uri in Tanci, ki je imel tam, poznaje je bil minister, ne, imel nek kavč, oziroma tam nekaj gornjih, ampak jaz se pravzaprav po noč lahko delam, komod sem delal do 4 zjutraj, pa so začeli pa ptiči peti, sem šlo pa na živce, pa sem šel dan spat, pa sem pa kakšnega sporta imel srečo, so se srečali, jaz sem šel in slon pa v. Kaj smo delali zanimivega?
Recimo, upravljali smo že računalnike v naravnem jeziku, se pa neke vmesnike, ki so bili ključne besede, šahovsko kočnico, kar to je predvideno, pri profesor Bratko, iz Kralj Kon, takrat je bila Mesedica prva, približno prva, pa približno tam nekje na svetu. Tako smo s časom. Potem naprej sem se ukvarjal s programiranjem, tole so bile osnove dobrega programiranja, letnica manjka, pa še šla hrvaščina. Tako da, če gledate, sem od tega leta 71 naprej, že moja malenka smo 40 do 50 let programiranja, vi pa še kar nekaj več. In če gledamo umetno inteligenco, je to res neverjeten razvoj računalništva, informacijske družbe, umetne inteligence. In kot pravi Alan Musk, da nas bo umetna inteligenca prehitela, ko gledate vse te, kako gre to hitro naprej, človeštvo, pa pogledajte, kako so ljudje neumni zaradi teh COVID-a, razbijajo tam po Ljubljana. Takšno rast pa umetna inteligenca. Prvo je svoboda, pa je zdravje. Ja. Skratka, če gledate te robote, ki delajo zdaj salte, recimo te ta najboljši, to je, in kot pravi Elon Musk, pogledajte, koliko hitro je ta rast, sam vprašanje časa, da je do tega prišlo. No, potem sem bil zelo aktiven na temle, to je samo en del aktivnosti. To omenjam zato, ker mislim, da je bil Vladimir Batagir prvi, on je imel celo že Wiki in upam, da bo vlada, upam, da se slišimo, da bo vlada naslednjo leto pripravil kakšen prispevek na to temo, da se stavimo skupaj. No, pa smo pa mi prevzeli, ampak tam je bilo pa 50 soavtorjev, se pravi praktično vsi, ki so članstvo, ki imigali, so bili noter, tisti, ki sem jih tle omenil, pa še 40 zraven. In smo imeli skupaj 50,000 tiskanih izvodov, slovačke, leksikone. In zdaj pa to spletno, tako da lahko se vsako piše, še vedno je ta v bistvu vladova ideja Wiki, sistem, da not pišeš. Zdaj, še enkrat bi se vrnil nazaj na to osnovno idejo. Tole je tekmovanje za COVID, ker je to odprto svetovno tekmovanje X-Prize, kjer smo bili drugi, Španci so nas malenkost posekali, ampak tretji pa četrti so bili pa zelo od zadaj, ekipa je vodil Mitja Luštrek, ampak je bilo z našega odseka. Zdaj primerjamo z ljudmi, kako so pa ljudje dobro te ukrepe delali. Se pravi, si pač imaš maske, pa uno, pa tretje, to je kombinatorični problem. In se skaže, da praktično za vse države je ogromna razlika. Se pravi, ljudje so ogromno slabše znali zračunati, kjer ukrepe se splača kdaj dati, primerjavi z računalnikom. In to je tipična slika. Kadarkoli treba malo več preračunati, smo ljudje čisto mrzli. Sicer potem, ko imaš te plane, ti lahko zbereš, kjer ti je bolj všeč od teh. Računalnik ne ve, kjer od teh je najboljši. Ampak to XY zbiraš po dveh kriterijih, po številu okužb pa po ceni ukrepov. In če ljudi delamo brez tega, da smo tukaj, če gledamo tle, bi pač enega tle izbrali, ki je neprimerno boljši. To smo postavili vsem tem ministrom v Evropi, vsem evropskim ministrstvom, zdaj je tako bolj gledati. Slovensko sicer nekaj sodeluje z nami, sem pa tja nas kaj vpraša, pa mi to študijo naredimo, ampak če bi pričakoval, da bodo vsi paneli potem, to je tako eno orodje, ki ga poganjaš, pogledaš rezultate, simuliraš in popraviš. Zgleda, da ljudje sploh še nismo zreli, da bi res bili pripravljeni uporabljati sisteme umetne inteligence, pa ne glede na to, da so neprimerno boljši. Zaključku bi rekel, da je neverjetna sreča vas, pa nas, ker smo nekje v začetku se ukvarjali s tem računalniško inteligenco. Predstavljajte si, da bi bili 100 let, da bi se zredili 100 let prej, pa ne bi mogli programirati, jaz se počutim, kot mi kdo liziko vzel. Ampak dobra plat tega pa je, da pa te tam mladi, ki so pa zdaj, bodo živeli pa v obdobju, ko bo umetna inteligenca začela presegati ljudi na vseh področjih in to bo pa nekaj spet fenomenalno noga. Tako da, vse čestitke in aplavze vaši generaciji.